spoštovana publika, je, kako ste financirali kampanjo? Za gospoda Čelana še posebej vprašanje, ali je mestna občina Ptuj financirala brošuro, ki je bila priložena zadnjim Ptujčanom. Torej, začnemo pri gospodu Čelanu, potem gospod Šegor in tako naprej. Ja, torej, točni zakonski okviri so, kako se sme financirati volilna kampanja. In torej letošnjo volilno kampanjo financiramo tako, kot liste smejo financirati, torej z prispevki kandidatki in kandidatov in seveda prijateljev in podpornikov. In torej to počnemo v zakonskem okviru. Kar se tiče brošure, ki je izdana, torej to je tretja brošura po vrsti, ki je bila izdana v mestnem svetu, imajo politične stranke in svetniške skupine lastne proračunske postavke. In iz teh proračunskih postavk se financirajo lahko takšna ali drugačna gradiva in tokrat je to gradivo financirala svetniška skupina Liberalne demokracije Slovenije. Gospod Šegola, kako ste vi financirali našo kampanjo? Za volilno kampanjo financiramo seveda v skladu z zakonodajo. Glede na to, da nas veliko prihaja iz gospodarstva, zadeva tiste liste za mestne občine Ptuj, jo financiramo s podporniki in prispevki raznih podjetnikov, gospodarstvenikov, tako da vse poteka v skladu z zakonom in smo vedno še, pa bomo ostali pod zakonsko določeno višjo mero. Hvala, gospod Korežija. Mi bomo dali za našo kampanjo, mislim, da je nekaj 120 evrov za plakate, ker menimo, da je bistvo najbolj pomembne kontakt z ljudmi. Ljudje niso papir. In važno je, da gremo med ljudi in širimo našo idejo, oziroma da tudi poslušamo ljudi, da nam povejo, kaj je zanimo, oziroma kaj želijo. Tako da naša kampanja zelo skromna. Hvala. Gospoda Lur, kako ste vi financirali oziroma financirate kampanjo? Glede na to, da sem skupna kandidatka Slovenske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke, imamo koalicijsko pogodbo, znesek je 4900 in nekaj, delimo na 3 dele. V skladu z zakonodajo, brez plakatov, ljudje me sprašujejo, kje imam plakate, ljudje me sprašujejo, kje imam panoje, jih ne mora imeti, ker enostavno zakonsko ni več dovoljeno. Kako to drugim uspeva, ne vem, mogoče bojo znali pojasniti. Hvala lepa. Gospod Strelec, kako vi financirate kampanjo? Lista prihodnost je in samo moj Strelec kot županski kandidat bodo imeli s temi volitvami stroškov 800 evrov. V petek boste dobili domov zloženke, ki bo jih raznosila Pošta Slovenije. Tisk in raznos stane 800 evrov. Na naši listi je 17 ljudi. Penzionistom ne bomo računali nič. Tisti, ki so brezposelni, ne bodo dali nič in tisti, ki smo v službah, si bomo ta strošek razdelili. Glede plakatov, nimamo jih, glede ostalih propagandnih materialov, uporabili smo čisto vse možnosti, ki so bile zastonj. Samo moj Strelec bi si lahko plakate privoščil, sem dovolj bogat, da bi si jih kupil, vendar si jih ne želim iz načelnega razloga. Mislim, da plakati niso prihodnost 21. stoletja, smo na Ptuju, poznamo se, tukaj smo, z vami živimo 4 leta. Če v 4 letih nisem naredil nič tako dobrega, da mi ne bi poznali, potem nima smisla, da imam plakati. Hvala lepa. Gospod Šic. Stroški moje volilne kampanje bodo nekaj okoli 30 evrov iz lastnega žepa in sicer iz tihega protesta bi rekel, kajti toliko ljudi je lačnih razočaranih, brez službe in jaz, da bi imel obraz in bi se z velikih jumbo plakatov in smejal dol s pocukranim frisom, mislim, to bi bila sramota in takega žepana ne rado vsega. Lahko pa bi uporabil tiste plakate, ko sem imel 4 leta nazaj, ko sem kandidiral za župana. Jaz se stare, ne se smejite, ker sem jih lani tudi, ko sem za predsednika kandidiral, sem tep tiste uporabil. Ker sem še stalno tako rušil, tako mladi, tako lepi, ampak in tudi glede tiste parole, ko sem imel 20, se pravi, ljudem piše gor na plakatu, več kruha, več služb, več zaposlitve, še tisto bi veljalo, bi bil se dela podalni, tiste tavle, pa bi vse imam, ampak slavje. Ločem, kako je samo rekel, ljudje ne poznajo, pa človeka bi se čak. Hvala lepa. To je moja prepoznama. Gospod Peter Krivovič, kako ste vi financirali vašo kampanjo?
Nova Slovenija ima svojega kandidata in svojo listo, pri županskem 7, pri listi 16, financiramo sami, 1500 evrov bo stala kampanja, mi stavimo na to, da je manj več, to ste tudi opazili, niso vse jumbo plakati, niso pravijo, da tisti, ki na mostu visi, izgubi, zdaj jaz ne vem, kako je to. Da se ne bo poglašal, ker je knjigi, pa mogoče samo to rečem, da če bom župan, seveda ne bom nadaljeval z izdajanjem izloženja. Gospod Pribanič, hvala lepa, gospod Vlasta Steja, vi ste naslednji. Kandidiram s podporo socialnih demokratov, ki kampanjo financira v skladu z zakonodajo, koliko je pač možno dobiti za to kampanjo, nekaj podpornikov, prostovoljnih prispevkov in veliko prostovoljnega dela. Moram reči, da se sestajamo z ljudmi, hodim v društva, hodim v četrtne skupnosti in se pogovarjamo in mislim, da je tisto pristni stik in pogovor z ljudmi najboljša kampanja. Zagotovo pa nimamo toliko denarja, da bi lahko tiskali toliko papirja in nekih masnih revij in zloženk, kajti tako bogati pa nismo. Tudi mi bomo kampanjo financirali pač v okviru zakonskih možnosti, pogojev, se vemo, na koncu treba poročilo Računskemu sodišču. Do sedaj nismo imeli nobene vadbe, tudi ne bi želel vadbe zaradi te kampanje. Drugače, zbrali smo sredstva iz članov liste za Ptuj, vsak je nekaj dal, res pa je, da sem jaz dal pač največji delež. Drugače pa, če me bodo Ptujčani zbrali za župana teh volitvah, že zdaj obljubljam, da na naslednjih volitvah ne bodo rabili gledati moje slike iz plakatov.